Ja, dober dan, lepo zdrav vsem skupaj. Moje ime je Andrej Hohnec, specialist urgentne medicine, zaposlen tu v urgentnem centru in namestnik predstojnika urgentnega centra. Najprej najlepša hvala za priložnost, da nekaj v tem predprazničnem času povemo o tematiki se pravi poškodb s pirotehničnimi sredstvi. Urgentni center je tista točka vstopna, kjer pravzaprav velikokrat prvo pomoč poiščejo tudi tovrstni poškodovanci. Mi smo malo pogledali statistiko za pretekla in za sedanje leto in bi na kratko sam poudaril to, da glede na statistiko, ki jo imam tu zdaj od leta 2019, vseeno izgleda, kot da se morda v primerjavi z 2019 te poškodbe dogajajo nekoliko redkeje. 2019 smo imeli 5 takih poškodb jasno izvirajočih iz uporabe pirotehnike, potem 2020 eno, 2021 tudi nekje eno, letos v tem letu pa nažalost na 1.1., se pravi 2022, eno poškodbo pri otroku, o tem bo morda dr. Vidmarjeva več povedala. Zdaj v tem drugem polovici leta ali pa zdaj v tem predprazničnem času pa kakšne posebne poškodbe iz naslova uporabe pirotehnike zaenkrat na srečo ne beležimo. Tako da naš poziv urgentnih zdravnikov pa vseh, ki se prvi srečamo s temi poškodbami je, če uporabljate pirotehniko, potem dajte to prosim narediti v skladu z navodili na varen način, tako da ne boste ogrožali ne sebe, ne drugih. Samo tako bodo prazniki lepi in vemo vsi, da tovrstne poškodbe lahko bistveno vplivajo na kvaliteto življenja, potem posebej, če so to mlajši ali pa mladi ljudje, tako da prosim uporabljajte, če uporabljate pirotehniko varno, pa vsem skupaj veseli prazniki. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, moje ime je Jerneja Vidmar z oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter opekline. V zvezi s poškodbami s pirotehničnimi sredstvi bi poudarila predvsem to, da gre v zadnjih letih sicer za nekoliko redkejše poškodbe, ampak gre za zelo hude poškodbe. Najpogosteje gre za hude poškodbe zgornjih okončin, rok, prstov. Zelo pogosto z amputacijami ali posameznih prstov, ali kot je bilo v lanskem primeru, celo z amputacijo cele roke v zapestju pri 8-letnem otroku. Tudi zdravljenje je zahtevno, gre pogosto za mikrokirurške operacije, pri katerih poskušamo rešiti, kolikor se rešiti da, nepoškodovanega tkiva. Rehabilitacija je praviloma dolgotrajna, posledice pa doživljenjske. Torej, naj bo tudi z moje strani priporočilo, da se, če se da, ne uporablja ali pa varno uporablja, tako da bi bilo teh zelo resnih poškodb čim manj ali nič. Hvala. Lep pozdrav, moje ime je Boris Lukežič iz Policijske uprave Maribor. Tudi mariborski policisti si prizadevamo, da bi bili prazniki čim bolj varni. Žal se vsako leto znova in znova srečujemo z kršitvami in poškodbami na tem področju. Najhuje pa je, da so prisotni tudi pri otrocih. Tako smo v lanskih praznikih obravnavali 24 kršitev, od tega 10 mladoletnih oseb, skupaj smo zasegli okrog 3300 pirotehničnih sredstev. Letos smo obravnavali že 7 mladoletnih oseb, katerim smo zasegli okrog 230 pirotehničnih sredstev. Moram pa povedati, da je prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, sicer dovoljena od 19. decembra do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januara. To gre za predvsem manjša sredstva, kot so pasje bombnice. Ostala pirotehnična sredstva, kot so fontane, rakete in podobno, so dovoljena skozi vso leto. Posebej pa opozarjam, da te pirotehnične sredstva, kot sem omenil F1, kateri glavni učinek je pok, ne smemo uporabljati v strnjenih naseljih, v zaprtih prostorih, zgradbah, v bližini bolnišnic, potem v prevoznih sredstvih za javni promet in na krajih, kjer se odvijajo javne prireditve in javni shodi. Prav tako moram povedati, da pirotehnična sredstva kategorije F2 in kategorije F3, kateri glavni učinek je pok, to so petarde najrazličnejših moči in oblik, so prepovedana.
Tudi prepovedano je, da te petarde predelujemo, da bi dosegli večji učinek in preprodajamo. Globa zato je določena in sicer v znesku od 400 do 1200 evrov. Na koncu pa bi podal apel oziroma poziv staršem, predvsem staršem, da z svojim zgledom in opozarjanjem otrokom najbolj pripomorejo k preprečevanju negativnih posledic pirotehničnih sredstev. Tiste, ki se porabi pirotehničnih sredstev, ne morejo odreči, pozivamo k varni in uvidevni uporabi. Predvsem pa tukaj uporabljajte po navodilih proizvajalca. Uporaba pa naj bo čim manj moteča za okolico. Hvala lepa. Hvala govorcem, verjamem, da so vprašanja, izvolite. Tako. Ne, to je v sklopu teh praznikov približno od 1. decembra naprej. Ne, teh poškodb ni bilo. Ja, kot sem povedal, starši so pri tem v veliki meri zgled otrokom. Ta apel, ko sem prej povedal staršem, drži. Približno 16 let. Okay. Omenili ste en hujši primer v lanskem letu, kako recimo milejših primerov pa ni, ali so pač taki, da jih doma skrbijo, pa se pač zdaj ne ve, koliko je teh manjših škod. Ja, zdaj ta statistika, ki sem jaz predstavil, v bistvu temelji na teh obravnavah, ki jih imamo tu v urgentnem centru. Pomeni, da verjetno si predstavljam, da je kakšna manjša poškodba, nekje zunaj se zgodi, ampak je ocena staršev verjetno ali pa poškodovanca, da ne rabi zdravniške pomoči in zato mi ne vemo iskreno. Kot rečeno, v 2022 ena huda poškodba 1.1. ravno na praznik, zdaj v tej drugi polovici, pa v tem trenutnem predprazničnem času pa na srečo nobene, ki bi jo mi obravnavali tu na urgenci. Tako. Absolutno. Ta statistika, ki sem rekel iz 2019, ko greš gledati te primere, so tudi taki vmes, ki v bistvu sami niso uporabljali pirotehničnih sredstev, ampak je delček rakete recimo priletel, je nekaj petarda počela zraven, tudi taki so seveda. Skratka, še enkrat pozivamo za uporabo v skladu z navodili, v skladu s predpisi, tako da je varno, če je to nekak sestavni del veselja, ampak res naj bo varno in na način, da ne ogrožamo ne sebe, ne drugih. Poškodovan je bil 8-letni deček, ki mu je pirotehnično sredstvo razneslo v roki. Tako da mu je roko, se pravi prste in dlan, tako zelo hudo poškodovalo, da je v bistvu bila potrebna amputacija v predelu zapestja. Lahko si predstavljate, kako zelo travmatična je ta poškodba za otroka, za družino, za celo njihovo skupnost. Obenem je imel poškodbo tudi oči, vendar na srečo ta poškodba oči ni bila tako huda, da bi puščala trajne posledice. Ob njem je bil poškodovan tudi njegov bratec, leto dni starejši, vendar pa je bil toliko oddaljen od tega samega mesta eksplozije, da je utrpel samo manjše opraskanine, nič resnejšega. Imate mogoče kakšne podatke, razumem, da ne morete razkrivati vseh podatkov, ampak okoliščine, Podrobnejših okoliščin ne poznam, da bi lahko to opisala, niti ne, ampak vem pa, da mu je pirotehnično sredstvo razneslo v roki. Zato so bile poškodbe tako zelo hude in ta deček je še sedaj v procesu rehabilitacije in to se bo nadaljevalo s protezami, poskušali ga bodo oziroma so ga že usposobiti nekako za življenje. Na nesrečo je to bila desnica, seveda v desni roki je držal petardo in deček je desničar, tako da
To vam vse pove o tem, kakšen vpliv ima ta poškodba na njegovo življenje. Najbolj so pa najbolj nevarna neka pirotehnična sredstva, ki niso kupljena uradno v trgovini, ki so malo prilagojena, eksperimentirajo z njimi. Ja, saj to vse skozi se zdaj opozarja na to, da netestirana, nepreverjena sredstva so še toliko bolj nevarna. Točno, ne. Ne. Ja, vsi ti zasegi so na črnem trgu. Vsi so to kot neka preprodaja pirotehničnih izdelkov, kar je prepovedano. In v vseh teh primerih mi pirotehnične izdelke tudi zasežemo. Ja, vsa pirotehnična sredstva se glih v trgovinah ne kupujejo. Takrat imajo to oznako C in so varna za uporabo. Seveda pa morajo se ravnati po navodilu proizvajalca.